Vsem navzočim v dvorani želim en lep in bogat vsebine dober dan. Medtem ko se vodstvo stranke Nove Slovenije in predvsem predsednici stranke Ljudmili Novak iz srca zahvaljujem za vabilo na današnji kongres in sprejeto priznanje, čutim dolžnost, da se v tem istem trenutku iz srca zahvalim s presrčnim poklonom vsem aktivnim članom naše stranke za njihovo dragoceno delo v družbenem okolju, v katerem živijo in delajo. In so v njem žive priče vrednot, ki nas povezujejo in dajejo smisel vsem našim naporom na družbenem in političnem odru naše domovine in preko meja. Mislim, da ni nepomembno, da je med strankami, ki delujejo na slovenskem političnem odru, navzoča tudi stranka, ki temelji svoje delovanje na krščanskih etičnih vrednotah. In med temi vrednotami mislim, da je ena najpomembnejših Kristusovo naročilo. Ljubite se med seboj, ljubite bližnjega. In kdo naj bi bil moj bližnji? Ne sprevedajmo se. Jezus nam naroča, da moramo imeti radi vse ljudi. Akcent je na vse. Ne glede na njihovo politično orientacijo, na njihove specifične vrednote. Z drugimi besedami, nismo dobili naročila, da ljubimo samo tiste, ki delijo naše vrednote. Če bi bil v tem trenutku tukaj z nami naš papež Frančišek, bi zelo verjetno pripomnil, predvsem je treba ljubiti tiste, ki naših vrednot še ne poznajo, jih ne delijo, mogoče jih še ne delijo. Nemogoče je vzpostaviti dialog, minimalno sodelovanje z nekom, ki ga preziraš, ki o njem slabo govoriš ali pišeš, ki ga ne spoštuješ. Čemu? Ker ga nimaš rad. Če smo vsi mi sinovi in hčere iste družine, istega naroda in živimo znotraj iste domovine, pa če še tako en drugače od drugega misli, če hočemo, da bo naš prostor bolj človeški, bolj prisrčen, je nujno ne samo, da se med seboj poznamo, ampak moramo med seboj tudi govoriti, usklajati naša gledanja o skupnih problemih. Rekel bi še več. Imeti se moramo radi. Stranka, ki se zaveda, da je treba imeti druge
poleg vseh razlik, rad, je nekaj novega v našem slovenskem prostoru. In ta stranka je Nova Slovenija. Pa bo kdo pripomnil, tako preprosto pa to ne gre. Med nami in drugimi je vrzel. Delijo nas temeljne vrednote. Deli nas zgodovina, grozne zablode, pradedov, dedov, mogoče očetov. Če hočemo preživeti in biti jasni, imeti jasne odnose drug z drugim danes, potem je potrebno, da ohranimo prepir za danes in za jutri. In vendar to zadevno prerekanje še zdaleč ni zadostni razlog, da bi danes na naši skupni poti drugega ne spoštovali zaradi naših miselnih razlik, tudi človeških slabosti, in ne jemali resno. Imeti nikoga rad se ne da blefirati. Ali ga imaš, ali ga nimaš. Bolj kot človeka, ki se lahko pri svojih odločitvah tu in tam tudi pošteno zmoti, je mene strah človeka, ki živi v prepričanju, da se sam še nikoli ni zmotil, da je, rečeno z drugimi besedami, nezmotljiv in da je edini, ki ve, kaj je prav in kaj je narobe v dani situaciji. In kdor se njegovi sodbi ne podvrže, je nič manj kot nič vrednež, ki ga je treba, če ne drugače, vsaj moralno zdrobiti. Teh nezmotljivih tipov je bilo v minulem stoletju kar nekaj in niso pustili za sabo prijetnega spomina. Če smem kaj svetovati članom vaše in moje stranke, bi rekel tole: ne izgubljamo časa z neplodnim prerekanjem, ne razpravljamo, kdo zavaja, kdo ne zavaja, pustimo to drugim. Mi moramo graditi našo skupno domačijo. Bodimo v Sloveniji to, kar smo, z našimi vrednotami, brez čuta manj vrednosti in brez čuta več vrednosti. Bodimo normalni v eni normalni družbi, v normalni državi.
bodimo ena izmed strank, ki ima tudi svoje hibe, ki pa temelji na temelju imeti rad ljudi, ki živijo ob tebi in hodijo ob tebi. Če bi jaz moral danes napisati to, kar nekdo prej omenil, bi rekel knjižico Manifest Slovenija 2016, kam? Jaz bi rekel, imejmo se radi in imejmo radi ljudi, ki hodijo poleg nas, skozi nas prostor in čas. Potem naj drugi nas spoznajo, da smo res nekaj novega v tej naši domovini. Potem nas bodo spoznali, da smo člani nove Slovenije, ljudje, ki ne gojijo sovraštva v svojem srcu. Hočem reči, bodimo novi vsak dan. Bog vas živi in oprostite, če sem bil predolg ali pa kaj preveč povedal.